dobrodošli na 150. srečanju Društva Belis in čez nekaj trenutkov preidemo k dolgotrajni covidni elokventnosti, kjer smo rekli, da bomo odgovorili na vprašanje, kako prepoznati neuspešnega in kako uspešnega psihopata. V uvodu najprej povejmo razliko med uspešnim in neuspešnim psihopatom. Razlika med neuspešnim in uspešnim psihopatom je v tem, da je neuspešen v zaporu, drugi pa v kravati, v takšni kot jaz nocoj. Oblikuje svetovno politiko in se vsakdanjem življenje vseh nas, seveda pod pogojem, če mu svobodno rečemo da. In če svobodno prikimamo njegovi državni dobrodušni zastonjski ponudbi, zastonj cepiva, zastonj pogovori, zastonj to, zastonj ono, katerikoli zastonjski ponudbi strani države. Če je ponudba ponujena, saj vam je ni treba plačati, namreč gre za brezplačno, saj to je za naše dobro, za ime skupnega dobrega za državljane, vedite, da je to past. Zavedati se je treba razlike med državno mehko ponudbo, za vas je to zastonj, in med tem, kar državljani resnično želimo in pričakujemo, da naj bi izvoljeni politiki za nas naredili. Težava je v tem, da so gratis zastonjske ponudbe strani države tiste, ki jih državljan najdražje plača svojo svobodo in izgubo suverenosti zaradi ležernosti, komotnosti, lenosti. Veliko težje pa država skrije tiste storitve, ki jih državljani plačujemo. Tam jih lahko držimo za kravato in pravno zahtevamo od njih osebno in družbeno odgovornost. Psihopati so pošasti, ki izgledajo, veste, kot navadni ljudje. Danes v obleki politikov, ki so prevzeli celoten svet. In to je resničnost patrokracije, izraz, ki ga je skoval poljski psiholog Andrej Lobačevski in ga je opredelil kot pravilo psihopatov, dedno anomalijo, ki v velikem obsegu po vsem svetu povzroča zlo. Psihopati so učinkovit stroj, ki nimajo duše in se hranijo z energijo drugih ljudi, zaradi česar so energijski vampirji. Privlačijo jih moč strukture, kjer lahko izvajajo svojo moč in pogosto se izogibajo družbenim pravilom, ki od njih zahtevajo odgovornost. Dreherjev zakon je tipičen primer iz leta 1968, kar bomo videli, kot smo že slišali v nocojšnjem filmu, kjer bo nazorno prikazano, kako si prirejajo zakone za izmikanje krivde holokausta in genocida. Nocojšnji film Zločin brez krivde je film o navadnem umoru in nenavadnem umoru, ki razkrije velik sodni škandal, katerega korenine segajo v čas druge svetovne vojne. Ko tekom sodnega procesa odvetnik Kaspar potone vse globlje in globlje v primer, se hkrati spopada s svojo preteklostjo iz otroštva. Pri tem iskanju pa nesluteno odpre enega od največjih sodnih škandalov v zgodovini Nemčije, ko odkrije resnico, ki je nihče v dvorani ne želi slišati. In kaj je resnica, ki je nihče ne želi videti ali slišati? Psihopatija je izraz namere prevlade in ni omejena na nezakonite dejavnosti. Psihopati imajo lastnosti, kot so pomanjkanje krivde, nepoštenost, egocentričnost, manipulacija, in jih je mogoče najti v vseh področjih življenja, vključno s politiko, pravom, biznisu, v vseh vrstih posla. In ti ljudje so vešči na poseben način, da se izogibajo socialnim pravilom in se pogosto sklicujejo na pravni argument, da niso kršili zakona. Psihopati se ničesar ne bojijo in so pogosto označeni kot samozavestni v družbi,
ker se ne sprašujejo in ne razmišljajo o posledicah svojih dejanj in živijo le v sedanjosti, osredotočeni izključno na zadovoljevanje svojih primitivnih potreb. Patrokracija je makrobolezen današnje družbe, ki prizadene vsako družbeno in državno institucijo in ne pozna meja, dokler ne uniči prav vsega. To ideologijo uporabljajo kot karikaturo, podobno kot virus, ki parazitsko izčrpava svojega gostitelja do konca življenja. Svojega gostitelja patološko izčrpavajo, tako da poznajo psihološke sisteme, s katerimi normalnih ljudi pogojijo s podzavestnimi psihološkimi procesi, kar vodi do tega, kar Hegel imenuje nesrečna zavest. Negativna selekcija je postopek, v katerem so posamezniki zbrani s šibkejšimi intelektualnimi sposobnostmi in psihopatskimi odstopanji, s čimer psihopati zagotovijo, da se navadni ljudje, ki izberejo svoje politične ali županske kandidate, ne počutijo ogroženi. Patrokracija pogosto uporablja pravne vrzeli za izkoriščanje družbenega sistema, ki ga je vzpostavila, in se izogiba kakršnikoli odgovornosti z uporabo situacij kot sredstva, ki ustreza njenemu namenu v tistem trenutku. Saj, če pogledate Slovenijo, če pogledate župane in politike in sodne procese, vam lahko postane vse jasno. Uporabljajo tehnike paramoralizma, tehnike spreobrnjenja, uporabljajo tehnike povratne blokade, transpersonalizacija služi patrokratom kot sredstvo za ohranjanje in okrepitev razmerij moči, kot instrument manipulacije množic strani elit. Patrokracija zaradi želje po svojem zlu opazi vsako ključno napako katerekoli ideologije in uniči samo bistvo te ideologije, tudi če gre za religije. Eden od načinov za utrditev patrokracije je korporativizem. Nekakšen institucionalni amalgam velike vlade, vojske in korporacije, ki ima neomejeno moč v obliki monopola. Korporativisti prevladujejo nad delom vlade in to s pomočjo lobistov in nadzorujejo našo zavest, zavest celotne družbe. Težnja korporativizma je samouničenje v obliki izgradnje nekega novega sistema. Zato tudi rečejo temu obdobju, v katerem smo po letu 2020, nova realnost. Ne prenesejo miru, ne prenesejo starih stvari, ne prenesejo tekočih stvari, rabijo nered, kaos. Patrokracija zaradi svoje duševne in življenjske moči odlično deluje v vojnih situacijah in zaradi svoje čustvene brezbrižnosti ni nagnjena k zasliševanju, niti k pogovorju ali k argumentaciji. Nihče nas med covidom ni slišal, niti se hotel z nami pogovarjati. Skirtoidi lahko zagotovijo vrnitev patrokracije na oblast z državnim udarom, ker imajo pomemben položaj v vojski. Čakajte, kdo so skirtoidi? Morda besede ne poznate. Skirtoidi je beseda, ki označuje vitalne, egoistične posameznike, ki zaradi svoje vzdržljivosti in psihološke odpornosti postanejo dobri vojaki, recimo vojaki tudi v civilni obleki, tudi policisti in drugi, ki služijo državi. Ti ljudje v mirnem času niso sposobni razumeti subtilnih življenjskih stvari ali preudarno vzgajati svojih lastnih otrok. Kdaj so srečni? Srečni so samo v primitivnem, kaotičnem okolju.
Neizmerno jih moti tako imenovani umirjen kavč sistem in udobno okolje v njih zlahka povzroči histerizacijo celotne družbe. Ne prenesejo miru in harmoničnega življenja družbe. So strogo konzervativni na vseh področjih in podpirajo vlade, ki vladajo s trdo roko in prinašajo v družbo tako imenovani stalni red, vedno nova pravila. Spomnite se, vsak teden smo dobili nov odlok ali recimo temu celo ne samo tedenske, ampak včasih celo dnevne odloke. In ko vnesejo tak nemir v družbo, jih to zelo osrečuje, ker se čutijo silno pomembni. Nevarnost je v tem, da bi patrokracija, ki daje prednost nepotizmu in klientelizmu, lahko uporabila novo ideologijo, ki bi našla plodna tla med neprilagojenimi posamezniki, predvsem tisti, ki zavračajo meritokracijo. Torej, meritokracijo smo že imeli pred časom, naj samo ponovim. Meritokracija, to je ureditev, pri kateri se položaji, funkcije dodeljujejo glede na znanje, izkušnje, uspehe in resnične sposobnosti. Se pravi, funkcijo dobi človek, ki je sposoben, ki ima izkušnje in ki ima na tem področju resnično znanje. In s tem uvajajo v bistvu negativno selekcijo, ko takšne ljudi izločijo, kar je za družbo izredna škoda. Patrokrate večina družbe dojema kot največjo grožnjo ekonomski varnosti, preko katere jih lahko vodijo v prodor dekadence, ki stalno erodira in degradira družbene in poslovne odnose, saj sposobnim ljudem ne dajo možnosti, da bi se izkazali na mestu, ki jim pripada in za katerega so usposobljeni. Čemur smo danes priča dejansko, glejte, na vsakem koraku. Politika, zakonodaja, sodstvo, policija, občine, socialne službe, nevladne organizacije, vodene strani državnih patrokratov, korporacije, večja podjetja, menedžeri, direktorji, druge javne službe, univerze in še bi lahko našteval do jutra, če želite. To je patrokracija in ustreza skertoidom, ki smo jih ravnokar opisali, ki zaradi svoje duševne in življenjske moči odlično delujejo v kaotičnih vojnih situacijah in zaradi svoje čustvene brezbrižnosti niso nagnjeni ne k poslušanju, ne k zasliševanju z vprašanji nasprotne strani, kaj šele, da bi jim kdo ukazoval ali karkoli argumentiral. Prikličite si v spomin COVID, vse vam bo jasno. To je v vojski sicer lahko prednost, a kaj, ko te ljudi stanje miru in stanje blaginje vodi v histerizacijo, ker ne razumejo večplastnih družbenih odnosov in so zato v slabšem položaju pri vzgoji, družinskih odnosov, družbene vključenosti in tako naprej. Ampak v kaosu se izkažejo. To so ljudje, ki dejansko potrebujejo nered, kaos, iz katerega potem, gledajte, tržijo svoje koristi in tržijo svoje prednosti. Zato nam vsem ostane le, da se oborožimo tako kot nocoj znanjem in informacijami, saj nas le-te ščitijo na vse možne načine. Zveri in te pošasti v kravatah in drugih preoblekah se bodo še naprej bale razkritja in svetlobe, tistega žarka od vseh nas, katerih nas dolžnost je, da jih enkrat za vselej osvetlimo z žarki ljubezni in svetlobe, da jih razsvetlimo v upanju, da bomo sami čim manj trpeli. Da bomo pa to lahko naredili, pa si poglejmo, kaj je izkrivljena covidna elokventnost po tem kratkem uvodu. Izkrivljena covidna elokventnost, ki jo bom sedaj predstavil, ima 7 točk. Povedal vam bom najprej 7 točk, potem pa vsako po vrsti. In s tem bomo zaključili nocojšnjo tole predavanje. Prva točka. Bomo povedali, kaj je definicija covidne elokventnosti. Drugič, kje se kaže izkrivljena covidna elokventnost. Tretjič, kako se kaže.
Četrtič, zakaj je covidna elokventnost nevarna? Petič, kakšne so posledice izkrivljene elokventnosti? In šestič, kako se covidni elokventnosti lahko zoperstavimo? In na koncu bomo pri tej 6. točki podali tudi rešitev, v 7. točki pa še navedbo praktičnega primera aktualne elokventnosti v Republiki Sloveniji. Gremo k 1. točki. Izkrivljena covidna elokventnost. Izbruh pandemije COVID-19 je prinesel ne le zdravstveno krizo, temveč tudi plaz informacijske nasičenosti. Glejte, v tem morju podatkov se je znašlo marsikaj uporabnega, a nažalost tudi veliko dezinformacij in zavajanj. In že od začetka pandemije COVID-19, se spomnite, smo vsi priča poplavi informacij, mnenj in nekih nasvetov, ki se med seboj pogosto kregajo in nas puščajo zmedene in v negotovosti. Še danes. V tem medijskem šumu, naklepno narejenem, je nastal prostor za izkrivljanje informacij in to izkrivljanje dovoljuje manipulacije, ki jih poganja tako želja po pozornosti, kot tudi ideološki in politični motivi. Ti politični motivi se pogosto skrivajo za masko prepričljive govorice, ki jo lahko imenujemo izkrivljena covidna elokvenca. Drugič, kako se kaže izkrivljena covidna elokventnost? Covidna elokventnost se kaže v uporabi čustvenega jezika in anekdot namesto dokazov in je povsem napačna pot. To smo vsi ugotovili. Namesto, da bi se oprli na znanstvene študije in preverjene informacije, se privrženci tovrstne elokvence zatekajo, dobro poslušajte, čustvenemu nagovoru, k strašenju in anekdotam, ki nimajo nikakršne znanstvene podlage. In nam pripovedujejo zgodbice o virusih v knjižnici, o maskicah, in vse to za naše dobro, za babico, za druge, za vrnitev v normalno življenje, za nekimi praznimi obljubami, za potovanja, za nakupe, za kavico, za sendvič, za lajšanje svobodnega gibanja, kot da nismo svobodni. In še do jutra bi lahko našteval nebulozne zgodbice vladnih organov in politikov, ki smo jih prej opisali, ki so čez noč postali naenkrat vsi zdravstveni strokovnjaki za COVID. Vse te zgodbice zbujajo pri ljudeh jezo, strah ali pa upanje z namenom, da bi pridobili ti ljudje pozornost in naklonjenost poslušalcev. Selektivno navajanje informacij in ignoriranje dejstev pripovedujejo nam, da je znanstvena slika o covidu kompleksna in češ, da je v stalnem razvoju. In zato moramo poslušati in se držati trenutnih nasvetov, ker je ta kompleksna slika v stalnem razvoju. Vmes pa nobenega dokaza. Zgodbica za lahko noč. Namesto, da bi nam ponudili znanstvene dokaze in strokovna mnenja, se nekateri poslužujejo, glejte, čustvenih, emocionalnih manipulacij, dezinformacij in celo laži, da bi promovirali svoje covidne cepilne interese in svoje skrite politične zaveze Svetovnemu gospodarskemu forumu in Združenim narodom, pa še komu. In ti akterji uporabljajo, vsi smo temu priča, prepričljivo retoriko, ki so jo razvijali več kot 70 let in ki posameznika nagovarja k čustvom in predsodkom, namesto k razumu in preverjenim dejstvom. Zastrahovanje, polarizacija in sovražni govor so pogosto izgovori in njihovo orožje po lastni izbiri, ki širijo negotovost med ljudi, nezaupanje v institucije in nezaupanje v zares poštene zdravnike, strokovnjake, znanstvenike. In ob tem
Glejte, izpostavljajo samo tista dejstva, ki ustrezajo vnaprej določeni agendi in s tem naklepno in načrtno po agendi 2030 ustvarjajo popačeno predstavo o situaciji. Temu rečemo iluzije, prodajajo nam meglo. Zavijajo težke in kompleksne tematike, od katerih je odvisno življenje, v neke preproste psihološke zgodbe. Odvisno je življenje vseh nas, otrok, delavcev, staršev, starejših ljudi, vseh nas. In njihova znanost je polna odtenkov in sivih con, a ta izkrivljena covidna elokventnost, o kateri danes razpravljamo, vsa naša življenja poenostavlja. Življenje naših dedkov in babic, življenje naših otrok v črno-bele in poenostavljene zgodbice, brez kakršnega koli znanstvenega temelja ali znanstvene utemeljitve. Izpostavljeni smo po tem načinu toku nasprotujočih informacij, ki ustvarjajo meglo dvoma in zrelativizirajo vsa dosedanja strokovna znanja. In to, kot vidimo in občutimo, vodi do nezaupanja ne samo v cepiva, marveč v vsako cepivo in na koncu v absolutno zanikanje in nezaupanje tudi v dobre zdravnike in v zdravstveno stroko, ki je povsem odpovedala, v ukrepe javnega zdravja in ne nazadnje nezaupanje v samo znanost. Vse to ima za posledico slabšo precepljenost, neupoštevanje ukrepov in posledično slabše obvladovanje pandemije. Pa si predstavljajte, če bi res prišlo do prave pandemije, kaj bi se pa zgodilo takrat? S tem so naša življenja resnično dvojno ogrožena. Najprej z lažjo in drugič, če pride do nečesa resničnega, zaradi nevere prvega na tega. Najprej z lažno pandemijo, in če bi prišla res prava zaradi lažne pandemije, ljudje sploh ne bi pravočasno ukrepali. Gre torej za pandemično rusko ruleto, ne le doma. Poglejte, gre za zadevo v svetovnem merilu. In to ustvarja lažno razumevanje in otežuje soočanje s kompleksnostjo izzivov, kot je življenjsko nevarna resnična pandemija, če bi do nje prišlo, bog ne daj. Uporaba lažnih avtoritet in zavajanje s poklicnimi nazivi je več kot neokusna šala vladnih institucij in medijskih hiš. Poglejte v naš državni zbor, koliko poslancev ima lažne diplome. Nekateri uporabljajo ponarejene reference, tudi na ministrstvih, socialnih službah, kjerkoli, ali se neupravičeno sklicujejo na nek svoj poklic, ki ga nikoli niso opravljali, samo da bi dali svojim trditvam videz kredibilnosti in da bi zaslužili, ko napiše na papir umrl za COVID, 15.000 ali več evrov. Vse to zavaja prebivalce, poslušalce, državljane in vsem nam otežuje presojo resničnih, pravih in tehtnih informacij. Covidna elokventnost dalje pomeni napajanje na kredibilne vire in znanstvenike. Njihove napadanje, nenehno so pod žarometi vseh teh psihopatov. Namesto, da bi se soočili z argumenti, ki nasprotujejo medijskim zgodbam in prepričanjem politikov, zagovorniki izkrivljene elokvence pogosto diskreditirajo kredibilne vire in kredibilne znanstvenike. In to ustvarja nezaupanje v strokovnjake, v stroko, resnično pravo stroko, in otežuje dostop do točnih informacij. Tudi učbenike sedaj spreminjajo v šoli. Spreminjajo besede, definicije epidemije, definicije pandemije, definicije virusov, definicije bolezni.
Vse je obratno. Posledice takega delovanja pa so, kot je razvidno iz covidnih podatkov, že do sedaj katastrofalne. 17 milijonov ljudi je po zadnjih podatkih umrlo zaradi cepiv. Kaj bi bilo šele, če bi države odprle resnične statistike in arhive, ki kažejo dejansko stanje v svetu smrti in mRNA poškodb z injekcijami, ki so jih naklepno storili, z zgodbicami, s pripovedkami. To je odgovor na naše prvo vprašanje, kako se kaže ta izkrivljena elokvenca. Tretja točka. Kje se kaže izkrivljena covidna elokvenca? Kje se kaže? Prej kako, zdaj pa kje? Najprej se pokaže v dezinformacijah in v polresnicah. Namenjene so zavajanju ljudi, širijo strah in nezaupanje v znanost in v uradne informacije. Uporabljajo se zgolj selektivni podatki, izkrivljajo se realne statistike in se ustvarjajo tako imenovane lažne novice, ki jih producirajo vlade in glavni veliki mainstream mediji, ki se širijo preko vladnih govornikov, kot smo rekli, javnih medijev, kot tudi preko družbenih omrežij, kjer pa blokirajo vse resnične prave informacije. Dezinformacije in polresnice covidna era opremi še s čustveno, emocionalno nabito retoriko. Le to uporablja za vzbujanje čustev, kot sta strah in jeza, da se ljudi prepriča v določen pogled. Praktične primere najdemo v izrazih, kot na primer covidna laž, ekspertokrati, Facebook medicinci, velika farmacija, ki vzbujajo negativne asociacije. Sprenevedanje in dvoumnost pa le še pojačata elokventnost. Vse te premišljene izraze z namenom zavajanja ljudi se uporablja z namenom, da se ustvari zmeda in da se zamegli pravo sporočilo oziroma da se zakrijejo dejstva. Torej zato, da prevara uspe. Primer je izraz osebna odgovornost, ki se lahko nanaša na upoštevanje ukrepov ali na individualno zdravljenje, kar vodi v različne interpretacije. Ključ do uspeha pa se kot izkrivljena covidna elokvenca najprej pokaže v napadalni in diskreditacijski retoriki povsod po medijih, na cesti, z ljudmi, ki so prepričani, ki sicer vedo, da nimajo prav, ampak prepričujejo, katerih namen je utišanje drugih drugačnih mnenj. Utišanje pa vsebuje, to pa vsi vemo, žalitve in diskreditacije posameznikov, skupin, mogoče celo celih držav in nacij ali pa neke stroke. In to, glejte, ustvarja vzdušje sovražnosti in vzdušje nezaupanja, saj ovira konstruktivno razpravo, ovira debato. Torej, če je to tako, pa kontra mnenje, dajmo se pogovarjati. Tega ni več. Preprosto je izginilo. Točka 4. Zakaj je covidna elokventnost nevarna? Torej, zakaj je takšno početje nevarno? Točka 4. Izpostavljenost pravkar opisanemu sistemu delovanja v družbi, se pravi tovrstni elokvenci, ima zelo, zelo resne posledice. Lahko vodi do napačnih odločitev glede zdravja, glede cepljenja, nošenja mask in drugih ukrepov javnega zdravja. Koliko ljudi napiše, le zakaj sem se šel cepiti? Danes ne morejo delati, imajo stranske učinke, imajo posledice, ljudje so umrli in tako naprej. Posledice pa so lahko še posebej hude za ranljive skupine, kot so starejši in imunsko oslabljeni, ki preprosto iz svoje zgodovinske izkušnje verjamejo medicini, saj jih je do 2020 dokaj dobro oskrbovala.
Poleg tega lahko erodira zaupanje v znanost in institucije, takšno delovanje otežuje konfrontacijo z drugimi resničnimi krizami v prihodnosti. Naša prihodnost je s tem zelo ogrožena, ker na koncu nikoli ne bomo vedeli, kaj je res in kaj ni res. Točka 5. Kakšne posledice prinaša izkrivljena elokvenca, ki jo ti ljudje počnejo z nami? Posledica je zanesljiva erozija zaupanja v znanost in v institucije. Ko ljudje enkrat dojamejo izkrivljanje dejstev, postanejo nezaupljivi do informacij, ki jih posredujejo strokovnjaki, pravi strokovnjaki in uradne institucije, in to otežuje boj proti morebitni dejanski pandemiji, kar smo že prej omenili. In s tem se ustvarja, glejte, polarizacija oziroma delitev na nas in na njih, na cepljene, na necepljene, na maskaše, na nemaskaše in tako naprej. Leve, desne, rdeče, črne, bele, plave, kakor čete. In to vodi kam? Posledica tega je, da vodi v sovražnost in nezaupanje med različnimi skupinami ljudmi, med državami, znotraj držav, lahko celo med podjetji, lahko pride do krega in do nezaupanja celo v sami družini, kjer so ljudje z različnimi poklici, z različnimi pogledi, ki se do leta 2020 ni nihče o tem spraševal, pa vendar so se začela mnenja kresati tudi znotraj družin. Posledica vsega tega je slabljenje celotnega demokratičnega procesa. Ko se takšna manipulacija z jezikom uporablja za politične cilje, se ogrozi celoten demokratični proces in možnost svobodnega odločanja posameznika. In to je največja nevarnost. Točka 6. Kako se lahko temu zoperstavimo? Kritično ob vsem tem je, zapomnite si, presojanje informacij. Ni enostavno, je težko. Torej, ne verjemite vsemu, kar preberete, ne verjemite vsemu, kar slišite. Preverite informacije pri kredibilnih virih, če jih najdete. Primerjajte informacije, kot so recimo Nacionalne agencije za javno zdravje, pa kakšne alternativne, ugledne znanstvene revije, strokovna združenja in pa združenja, ki se dobivajo izven stroke, ki so jih dekvalificirali. Dajte skupaj podatke in dejstvo se bo naslikalo samo po sebi. Predlagam, da ste pozorni, kako rečejo na rdeče zastavice, na zvončke v glavi. Če opazite, da nekdo uporablja čustveni jezik, da selektivno navaja informacije, da poenostavlja zelo kompleksne teme, zahtevne teme, da se sklicuje recimo na lažne avtoritete, o katerih prej nikoli nismo slišali in so čez noč neki politiki postali zdaj zdravstvene avtoritete, ali človek, ki napada kredibilne vire, bodite previdni in informacij raje ne vzemite ali jih ne delite naprej po družbenih omrežjih. Pogovarjajte se z zaupanja vrednimi viri, z ljudmi, ki jih poznate, preverite informacijo vključno z njimi. In če niste prepričani, o čem se posvetujte, pa bom rekel, z alternativnim zdravnikom versus pravim zdravnikom, farmacevtom ali drugim strokovnjakom z področja zdravja, ki je še zaupanja vreden. Vendar je tu treba zelo paziti. Deliti torej samo preverjene informacije, namesto da se širijo dezinformacije. Delite iz kredibilnih virov in pomagajte ljudem okoli sebe razlikovati med dejstvi in fikcijo. Fikcija nima torej nobene realne slike z realnostjo. Nebesa, pekel, vica, covid, novi koronavirus,
kje pa je, še danes ni dokazan. Boj proti izkrivljeni covidni elokvenci, torej, dragi moji prijatelji, člani, zahteva budnost, zahteva kritično razmišljanje in zahteva dnevno prizadevanje k tej budnosti. Izkrivljena covidna elokvenca je resnična in zelo resna grožnja javnemu zdravju, kot smo ga poznali. Saj tudi takrat ni bilo javno zdravje takšno, kot bi moralo, pa vendar. Glejte, demokratični proces samo zaradi tega razpada. Z medijsko pismenostjo, kritičnim razmišljanjem in spoštljivim dialogom pa se vsi skupaj lahko upremo manipulacijam z jezikom in nasproti izkrivljeni elokvenci gradimo boljšo moralno in zdravo etično prihodnost. V zdravi neizkrivljeni elokvenci, ki prinaša konstruktivnost, povezovalnost, zdravo vključevalnost brez računice, pravo, pravico, resnico, uspeh in na koncu zdravo duševno, mentalno in fizično življenje. Eradikacija ali pa izpuljenje te izkrivljene elokventnosti je zato conditio sine qua non, pravi latinski pregovor, kar pomeni neobhodno potreben ali nujen pogoj, da to iztrgamo iz družbe, da bi se kreirala tista realnost, ki bi jo lahko imenovali tudi kot realnost suverene osebe. Le takšne odgovorne osebe so sposobne prinašati duhovni in duševni mir v odnose ter v neposredno naravno okolje, tako kot pravi naš statut. Ob enem pa se ohranijo tudi zdravje fizičnega telesa kot božji tempelj modrosti, duše in duha. 7. točka. Praktični primer elokventnosti. Glejte, Schwabov veliki reset. Reset pomeni ravno vlivanje teh velikih laži in fikcij je dosegel Slovenijo in v zadnjem času smo priča računom za ogrevanje, ki so se zvišali tudi za več kot 50%. In glejte, to je del širšega načrta za komunizem 21. stoletja, kjer 99% prebivalca nima lastnine. Tak je njihov načrt. To se izvaja prek, poslušajte, direktive o energetski učinkovitosti stavb v Republiki Sloveniji, prek direktive Evropske unije, katere cilj je doseči zgradbe brez emisij do leta 2050. To od lastnikov stanovanj zahteva, da namestijo nove neke zelene ogrevalne ekosisteme po ocenjeni ceni 100.000 evrov za stanovanjski objekt. Če si lastniki teh nadgradenj ne morejo privoščiti, bodo pač prisiljeni prodati svoje domove, ki jih bodo na to kupili kdo? Investicijski skladi, ki čakajo odprtih rok, kje bodo kaj poceni kupili zaradi te agende. Glejte, to je del večjega načrta za odpravo lastništva osebne lastnine, kot je pisano v 8 napovedih Svetovnega gospodarskega foruma za svet leta 2030 in v ciljih trajnostnega razvoja Združenih narodov. Ta novi sistem bo od ljudi zahteval, da najamejo vse, vključno s svojimi domovi, prevozom, pohištvom, hladilnikom, kar si lahko zamislite. Vse bo treba najeti, na tem delajo. In to, dragi moji, je izguba suverenosti, izguba lastništva in to je nova oblika suženjstva, kjer namerava globalistična, satanistična kabala ustvariti stalen razred sužnjev brez pravic, brez svoboščin in če vzamemo moderna 15-minutna mesta, celo brez izhoda. Zdaj je čas za upor proti temu sistemu. Glejte, če sprejmemo te zelene predloge, pomeni, da se odločimo za revščino in suženjstvo zase in za prihodnje generacije. Globalno se zarotniki za uspeh zanašajo na množično poslušnost. In mi smo tukaj,
da preko besede elokventnost eliminiramo, strah eliminiramo, da ljudem povemo dejstva, kako uporabljajo elokventnost in strah za dosego manipulacije in laži v duši navadnega človeka. Ne smemo popustiti in zavračati izgube lastnine, ničesar, še najmanj pa svobode in suverenosti in da nekim zastonjskim stvarem rečemo da. Usoda, na primer, velenjskih kurilnic nam bo dala jasen odgovor, ali bodo ljudje to zasužnjevanje v Sloveniji sprejeli. Saj smo en narod, ne smemo dovoliti, da globalistična zelena agenda uspe. Potreben je širši upor na vseh ravneh, ki jih zaznamo kot deviacijo od normalnega stanja. Nenormalnost pa naj si zataknejo v lasten dosje. Želel sem danes govoriti tudi o razbijanju družin. Tako, torej, malo te bom zmotil, če dovoliš. Ja, izvoli. Oprostite tej intervenciji, draga Eveljana. Danes je 35 let, ko sem prvič zagledal tebe in tvoje oči. Danes, na današnji dan, je 34 let, odkar sva poročena, na današnji dan. Zato te prosim, izkoriščam to priložnost, oprostite, prosim, ali me vzameš naslednjih 35 let, to leto vštejem zraven, za moža, ko te bo spet naslednjih 35, prosim. Da. Hvala. Hvala. Izvoli. Hvala. Imam ponovno prsten na roki. Srčno hvala. Hvala lepa. Kar je v teku po vsem svetu, a o tem smo vsaj delno že govorili v torkovem večeru ta teden. Morda ne bo odveč, če si ogledate ta posnetek torkovega večera z dne 6. februarja 2024, kjer smo govorili ravno o tem, kot temu rečemo, novem ekonomskem nasilju. Razmišljanje v družbi je bilo včasih lahko precej zapleteno. Mislim, da se vsi skupaj znajdemo v podobnih situacijah, ko se sprašujemo, kaj sploh pomeni slediti nasvetom strokovnjakov in znanstvenikov. Včasih se zdi, da nas preprečujejo, naj zaupamo v nekaj, česar morda ne razumemo povsem, ali pa nas celo zmedejo s svojimi izjavami. Ampak vedno, prav vedno je dobro ohraniti zdravo dozo skeptičnosti in postaviti vprašanja. Ne bojte se postaviti vprašanj, če česa ne razumete. Konec koncev, kako naj se učimo, kako naj se razvijamo, če se ne sprašujemo? Živimo v svetu, ki je poln informacij, in prav je, da si priznamo, da česa tudi ne vemo, ne razumemo, ne znamo. In kakšen je popust na vprašanja? No, morda ne popust, ampak lahko se vsaj nasmehnemo in si rečemo, da smo vsaj malo bolj zvedavi kot nekateri drugi. Hvala lepa.